Katarina Mala, lani ste nas razvajali z glasbeno kavico, letos pa se dotikate življenjskih sprememb. Ja, res je. Pesem se imenuje Vedno pravi čas, napisal jo je Miha Guštin Gušti. Izjemno sem zadovoljna in ponosna na to sodelovanje. Predvsem pa zato, ker ima pesem, spet tako kot Katarina Mala, ponavadi eno posebno globoko sporočilo. In sicer tokrat je to sporočilo, da je vedno pravi čas za vsakašno spremembo. Ali so to spremembe, da se dve simpatiji prelevita v novo ljubezen, ali pa mogoče kaj bolj pomembnega, da nečemu rečemo ne, da začnemo komu postavljati meje, da se mogoče odpovemo obsesivnemu uporabljanju družabnih omrežij ali videoigric, kar je velik problem mladine. Tako da ja, vedno je pravi čas. Koliko pa omenili ste družbena omrežja, ga vi uporabljate? Jaz skušam biti vedno manj na družbenih omrežjih, če ne bi bilo to zaradi te vrste poklica oziroma dela, absolutno ne bi bila sploh prisotna na družabnih omrežjih. Mislim, da so postala ena nova, netoksična droga in mislim, da bomo morali mi ta starejši, ker to lahko tudi zase rečem, ker sem tudi sama mama in na koncu že kar nekaj čez 40 let stara, da je na nas starših in starejših, da poskrbimo za to. Omenili ste življenjske spremembe, jih je bilo veliko v vašem življenju, ali pač ne? Ja, definitivno so bile in iz vsake spremembe sem se tudi jaz nekaj novega naučila in to vzela vedno za dobro. V pesmi omenjate simpatije, je tudi tukaj kaj osebno izpovednega? Ne, tukaj ni nič osebno izpovednega, definitivno bom pa rekla, da verjamem v samo besedilo od Guštija, ker je resnično realno. In v bistvu bi priporočala tudi vsem gledalkam in gledalcem, da si vzamejo to za res. In da pesem poslušajo in tudi pogledajo, namreč posneli ste tudi zelo zanimivo videozgodbo. Ja, zelo sem vesela, da smo naredili tak simpatičen videospot, tokrat smo šli v malo bolj preprosto zgodbo, ampak vseeno je spet, tako kot Venu Jemeršiču vedno uspe, nastala ena taka simpatična videozgodba, v kateri nastopi tudi Gušti zelo, zelo simpatično, kot, ne bom povedala, ima posebno vlogo. In ja, jaz zelo rada snimam videospote, se mi zdi, da ta moj igralski vidik tudi pride ven. Nekako ni me sram biti čist naravna in pokazati namrščen obraz ali kakorkoli. Tako da, ja, zelo podpiram videozgodbe, ki so čim bolj naravne in čim bolj pripovedovalske. Ampak glavno zvezdo smo pa pozabila, vašega sina. Ni najbolj glavna zvezda, definitivno je hotel biti prisoten. Ampak verjetno se mu sigurno fajn zdi, ne, če tako rečeva. Ja, definitivno je hotel biti prisoten. Lukas je nastopil v ozadju videospota, oblečen v Spidermana. Ne vem, če ga boste sploh lahko opazili. Kaj pa roza oblekica? Danes so v rdečem sicer? Ja, danes so v rdečem, moja ena ljubših barv. Roza oblekica je pa ena taka posebna oblekica, ki ima zelo veliko zašitih stvari. Ravno tukaj je tudi razlika pri meni, da ne rabim vedno izgledati blazno suhcena in tako, ampak ta obleka je pač dobila 3 različne imena. Najprej jo je Ven Jemeršič poimenoval Krof, potem so jo midve z Vesno Mertelj, kostumografem, poimenovali, da to ni krof, da je to cupcake, če je pa roza. No, na koncu je bila že kalamar. Kalamar, ja, čisto poletno, ne? Kako boste sicer preživeli poletje s kakšnim kalamarom? Veš kaj, meni ni problem nositi tudi malo bolj kostumografskih kosov, ni treba, da so samo modni in ta obleka ima take posebne elemente. Ampak meni je to simpatično. Katarina, glede na to, da vsako situacijo spremenite v hit, se nam obeta še ena uspešnica potem takem? Jaz upam, da bodo ljudje lepo sprejeli Vedno pravi čas. Zaenkrat so odzivi krasni, potem pa seveda delamo naprej.